kar nekaj časa je zorela odločitev o tem, ali bi se letos oziroma v tej sezoni odločili za to, da dan slovenske košarke organiziramo v dvorani Stožice. Glede na to, da kot veste smo imeli ogromno dela s projektom kandidature za Evropsko prvenstvo, da so vmes tekla še pogajanja z novim selektorjem moške članske reprezentance, je bilo časa, ni bilo na pretek, praktično smo imeli vse skupaj 3 do 4 tedne časa na voljo, da se lotimo tega projekta. Kljub vsemu je padla ta odločitev in že zdaj lahko rečem, da nam ni žal. Zanimanje je zelo veliko, večje kot smo pričakovali, tako da če že dvorana ne bo povsem polna, bomo pa gotovo podrli rekord obiska na dnevih slovenske moške košarke. Mislim, da smo pripravili zelo kakovosten program, da bo šlo za pravi spektakel, nek kup novitet, atraktivnih novosti, tako da bi izkoristil to priložnost in res povabil vse tiste, ki še niso kupili vstopnic, da to storijo čim prej. Lahko pa zagotovim, kot je povedal že Anže, da nikomor, ki bo prišel v Stožice na ogled tega spektakla, ne bo žal. Kao što je Anže rekao na početku, u principu ove godine imamo nešto manje stranih igrača u ligi i iz te baze pokušali smo da angažujemo za ovaj košarkaški festival sve one koji žele da nastupaju i da uveličaju taj dan. Jedan lep dan slovenačke košarke u jednoj predivnoj dvorani i u principu sve ono što košarka donosi za mlađe i za tako kažem, aktivne i za nazovi veterane. Ćemo imati prilike, vidimo, u istom danu. Naravno, postoji razlika između ekipa domaći i ekipe Tujci, pre svega ova koju ja predvodim. Na ovoj utakmici bit će nešto iskusnija. Nadam se da će igrači biti motivisani, da nagrade poverenje navijača i da će biti dovoljno ozbiljni da ta utakmica ipak bude nešto više od šoa, znači da u principu vidimo nešto od onoga što ih je dovelo na tu teku. Stožica, upam da bo prišlo čim več gledalcev, predvsem mladih. Jaz mislim, da dan slovenske košarke, to je neka dobra promocija za mlade in dobra promocija za mlade, da se začnejo ukvarjati s košarko. Kar se tiče za prvo petorko, bi se pač vsem zahvalil, ki so glasovali za mene. Upam, da pride na tek. Zdravo z moje strani. Ja, po dolgem cajtu na tekma, ki v bistvu ni poleg Revijana, mi pa Krka zdaj že 2 meseca, vsaka tekma nam je na nož in sem prav vesel, da ena tekma, da ni takšnega pritiska ali pa emocij, da bomo odigrali bolj sproščeno. Upam, da bomo pokazali tisto, zakaj smo tu, zakaj smo dobili teh, mislim, zakaj smo bili zbrani v prvo peterko in v ekipo, da verjamem, da na začetku bo bolj realna tekma, ampak bolj, ko se bo prižal v koncu, mislim, da bo vsaka ekipa hočela zmagati. Da bo med tem, da bo tudi gledalci prišli na svoj račun in da se bomo mi dobro zabavali in jaz upam na našo zmago, ker verjamem, da slovenskega dobra košarka in da se moramo pokazati, kdo je v Sloveniji gospodar. Predvsem sem vesel, da se je organizator Košarkarska zvezda spomnil tudi na malce starejše, bivše košarkarje, veterane, legende, kakorkoli že, in da jih je uvrstil ta program Dan košarke, Dan športa, Dan košarka v Stožicah. Dejstvo je, da je res, da smo mi leta 1991-1992 nekako tresirali pot tej reprezentanci. Imeli smo veliko težav, predvsem pri nekih zadevah, ker nas niso sprejemali v tujini, tako kot je temu sedaj, in na to, da smo dobili leta 2013 Evropsko prvenstvo v košarki.
To se pravi, da je nekako po 20 letih viden napredek v vseh pogledih. Mene tudi osebno veseli, da bom videl nekatere fante, s katerim sem več let delil košarkarsko igrišče, sobe, pa na zmage, poraze v športu. Ekipe, ki so sestavljene, kot vidite, nekako vidim tako, da beli smo tisti, ki smo praktično resnično začeli to košarkarsko zgodbo, ali pa prva tista reprezentanca, ki je začela s poradnimi tekmami v Konicah in potem še naprej, in pa proti zelenim, ki so malce mlajši. Ampak tudi, da to nič ne pomeni, glede na to, da jaz sem za razliko prej, kot je Goran rekel, da oziroma da enostavno, mi vem, da bomo uživali, ne vem, če bodo člani uživali po vseh teh naporih, ki imajo prvenstvo, jaz sem pa pripričan, da mi na tem Mobitelovi tekmi legend bomo sigurno uživali, pa še kakšno špičnili. Poleg tega bomo pa tudi kakšen kožral, to sem pripričan, tako da bomo, upam, zadovoljili to številno publiko, ki jih tudi mi pričakujemo. In seveda tudi jaz izkoriščam priložnost, da povabim čim več ljubiteljev košarke tudi na to tekmo, na vse tekme, tako Eurolige, Olimpije, Krke in Slovenske lige, da nekako do 2013, ko ne bi bil višek vseh teh priprav, da bomo košarka postavila na tisto mesto, ki je že imela, to se pravi, da bo prvi kolektivni šport v Sloveniji.